smejček. Čarajmo vsi skupaj v gledališču smejček. Jaz lahko sem smejček, ti lahko si smejček. Smejček, smejček, smejček. Mami, bilo je odlično. Ne tako. Mami, bilo je res zelo dobro. Ne, no, tudi tako ne. Mami, bilo je imenitno. Če pa ni bilo. Mami, bilo je... Dober dan. Jaz sem pa Anja in danes sem imela res zelo nesrečen dan. Prav, lahko povem celo zgodbo od začetka do konca. Zelo imam rada superjunakinje. Prav tiste z dolgimi ogrinjali, ki letijo po zraku in rešujejo svet. In so lepe, močne, poskočne in... No, kakorkoli, ravno zaradi tega sem se vpisala na tečaj gimnastike. Kajti tam imajo takšne plapolajoče trakove in meni še vedno ne gre. In potem, vedno, kadar me mamica vpraša, no, Anja, kako je bilo na tečaju gimnastike, ki si ga tako želela? Jaz ne vem, kaj naj odgovorim. Potem je pa tam še sošolec Anže, ki se ves čas norčuje iz mene. A je to prav, da se norčujemo drug iz drugega? Seveda ne. In sedaj sploh ne vem, kaj naj storim. Veste kaj? 5 korakov semle je moja hiša in tukajle pred našo hišo je včeraj ponoči zapadel sneg. In zasnežil je samo ta grič. Kot da bi bil nekakšen čaroben sneg. Kaj pa, če bi se mi na tem čarobnem snegu še malo poigrali? A se radi igrate? Jaz tudi. Kaj bi lahko naredili? Lahko bi se sankali, Za sankanje je ta hrib prestrm. Lahko bi se... tudi za smučanje je ta hrib prestrm. Tudi drsanje ne pride v poštev. Veste kaj? Naredila bom snežaka. Za snežaka najprej potrebujem kakšne večje kepe. Večje kepe. Tamle je ena velika. Takole. Mrzostnik. Takole. Pa takole. Odlično! Takole. Vedno težja. Kepa je vedno težja. Zdaj pa takole. Prijatelji, ta kepa je res težka. Pomagajte mi in skupaj štejmo do 3. 1, 2 in 3. Zdaj pa še stati noče. Pozor. Rekla bom 3, 4 zdaj in vsi skupaj rečemo kepa stoj. 3, 4 zdaj. Kepa stoj! Ali stoji? Ja! Stoji! Zdaj pa še srednje velika kepa za trup. Samo malo. Tale bo odlična. Takole. Vedno težja je. Pa gremo še enkrat. 1, 2, 3, hop.
pa noče stati. Skupaj rečemo, kje pa stoj, prav 3, 4, zdaj. Kje pa stoj? Ja, uspelo nam je. Zdaj pa še eno majhno za glavo. Takole, pa takole. Takole še malo prignetemo kipo. 1, 2, 3, abala. Tako in še prostor za usta. Takole. In dvignemo kepe. Tako. In takole. In rečemo, kepe stojte. 3, 4, zdaj. Kepe stojte. Odlično. Tako. Joj, veste, česa sem se domislila? Prejle sem srečala sosedo, ki se je vračala iz trgovine in je imela polno košaro korenja. Zagotovo je šla tot mimo. A ste jo kaj videli? Ne. Joj, ko bi vsaj lahko imela en njen Hej, morda je ta korenček padel iz njene košare. In lahko naredimo snežaka. Takole, ta-ta-da, ta-da. Ja, kaj pa je? Ja, nosja. Ja. Čakajte malo. Ta-ta-da-da. Ojej. Sedaj pa takole slabovolen ali kaj? Z nosom navzdol. Vsi skupaj rečimo, korenček stoj. 3, 4, zdaj. Korenček stoj. Uspelo nam je! Odlično! Zdaj pa potrebujemo še črne kamenčke. Črne kamenčke za oči. Kje bi jaz našla črne kamenčke? Črne kamenčke, črne kamenčke. Črni kamenčki, črni kamenčki. Pa kje bi bili kakšni črni kamenčki? Črni. Tukaj so! Prav pred nosom. Oziroma ti bi rekel prav pred korenčkom. Čakaj malo takole. In naredimo eno oko. Takole. A vam je všeč? Ja, saj vem. Ponavadi ni tako, da se zbudimo, gremo v šolo, pozdravimo učiteljice in sošolce, medtem ko imamo odprto samo eno oko, kaj ne? Ja, saj vem. Najbrž potrebuješ še drugo oko. Izvoli, snežak. In končno ima obe očesi. Joj, samo da ga ne bo zeblo. Še kakšne gumbe. Da odkopijem kamenčke. Kamenčki. Takole. In štejemo skupaj do 3. 1, 2, 3. En gumb. In 1, 2, 3. Drugi gumb. Pa še zadnji. 1, 2, 3. In tretji gumb. O, kako lepo. Zdaj pa... Prijatelji, ali se vi kdaj zjutraj zbudite in greste takole v šolo? Ne, kaj ne da? Za delo potrebujemo kaj? Roke! Res je! Tudi naš snežak potrebuje roke. Že vem, naredila bom kepo. Takole. Lahko bi se kepali, ampak ne, potem bomo vsi mokri.
Rajši dam to kepo Snežaku za roko. Ta-ta-da-da! Aj lep. Kako? Pa! Kje pa imaš roko? Kako neki se je to zgodilo? Gremo še enkrat. Ta-ta-da-da! Zdaj pa bo, kaj ne? Kaj ne? Zdaj pa je to najlepši Snežak z eno roko na svetu. Pa Snežak! Zdaj pa pozor, prijatelji. Skupaj rečemo roka stoj. Takole pa gremo. Roka stoj. Uspelo nam je! Še druga kepa. Takole. Takole. Zajamemo sneg, pa zajamemo sneg. Takole. Pa gremo. Ta-ta-da-da. Roka stoj. 3, 4, zdaj. Roka stoj. Odlično! Zdaj ga pa zebe v glavo. Samo malo, prijatelji. Pri nas doma imamo cel kup klobukov. Mamico bom prosila, če si lahko izposodim enega izmed njih. Mami, kaj si lahko prosim sposodim enega izmed klobukov? Zunaj se igram s prijatelji. Gradimo Snežaka. Hvala, mamica. To bo najlepši Snežak na svetu. Zdaj pa samo še klobuk. Čakaj malo. Prišla sem domov, vprašala sem mamico, če mi posodi klobuk. In potem sem vzela klobuk. Da, vzela sem klobuk. Tukaj je. Tako. Pa recimo še klobuk stoj. 3, 4, zdaj. Klobuk stoj. Stoj in stoj. Klobuk stoji! Prijatelji, zgradili smo si prekrasnega Snežaka. In zdaj? Kaj pa zdaj? Joj, čisto sem pozabila na to, da Snežak seveda ni živ. Saj se ne more niti igrati z menoj. Ne moreva se sankati, ne moreva se igrati človek ne jezi se, ne moreva se loviti, ne moreva se niti pogovarjati. Snežak, kako se kaj? A res? Zakaj si pa tako tiho? Ali si jezen name? Ne, saj Snežak vendar ni živ. Ojoj. Upala sem, da me bo spravil dobro voljo, pa mu to prav zares ni uspelo, ko je tako pri miru. Še zadnje upanje imam. Mogoče bi pa zdaj, ko je tak čarobni, snežni, zimski čas, lahko mi vsi skupaj začarali tega Snežaka. Ha? Prijatelji, takole nekoliko ogrejemo roke. Kar tako, ja, kar tako. Ogrejemo roke, pa razgibamo ramena, pa roke, pa ramena, pa roke. Pa damo roke gor, pa roke dol. Pa eno roko v zrak, pa drugo roko v zrak. Pa eno, pa drugo, 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 povej. Pa razgibamo prstke in roke in prstke in roke. Zdaj pa roke počasi spuščamo dol. In gor in dol, dol. In gor in dol, dol, dol. In gor. Tako,
Zdaj pa bomo usmerili roke v tega snežaka in bomo rekli, čiruči snežak oživi. A prav? Pa gremo. 3, 4, zdaj. Čiruči snežak oživi. Gremo še enkrat. Pomanemo dlani, da so tople in čarobne. Tako. Topla, topla. Razgibamo roke in ramena in glave in komolce. Tako. In rečemo, čiruči snežak oživi. 3, 4, zdaj! Čiruči snežak oživi! Snežak je še vedno pri miru. Zdaj gremo pa zadnjič in najbolj na glas. In prijatelji, kadar super junaki in super junakinje kaj čarobnega počnejo, si vedno ponavadi v glavi zamislijo, kot da se je čarovnija že zgodila. Torej, mi si predstavljamo, da ta snežak že živi in se z nami igra. Tako ja. Usmerimo roke v snežaka in čiruči snežak oživi. 3, 4, zdaj! Čiruči snežak oživi! Veste kaj? Očitno je res. Ta čarovnija sploh ne deluje. Prijatelji, a ste vi kaj rekli? Kaj? Kje? Ja, to je moj snežak, ja. Ampak zanimalo me je, a ste vi kaj rekli? Kaj? Kaj še bolj na glas? Kje? Ne, to je moj snežak. A vi res mislite, da snežak lahko živi? No, prav. Tamle vidimo. Prijatelji, čisto pri miru je. Še vedno. Veste kaj, kadar se pri nas doma hecamo, tudi jaz kdaj nekoga nahecam, očka ali pa mamico, da spim. In takrat me takole požgečkajo. In ko kihnem, se je izkazalo, da v resnici nisem spala. Hej, tudi to bi lahko poskusila. Takole. Skoraj da kihnil. Zbudil sem se. Kako je čudovit, prijeten dan danes. Se res, kje pa sem? Anja, pozdravljena. Kako si kaj? Naj se ti predstavim, jaz sem Snežak. No, vendar malce drugačen. Jaz sem namreč čarobni Snežak, ja. In danes sem prišel sem kaj zato, da ti pomagam. Ja, prav res pomagam. Ali me boš pojedel?
Seveda te ne bom pojedel, če sem pa prijazen snežak. Aha, potem me boš pa prijazno pojedel. Ti pa imaš smisel za humor. Veš, kaj mi raje povej? Ali veš, zakaj smo snežaki? Zato da nekoga pomalicate. Snežaki smo zato, da razveseljujemo ljudi. Po dnevi pa noči, takrat, ko so noči dolge, hladne in dnevi kratki, ja. A potem si zares, čisto zares, prijazen, čarobni snežak? Čisto zares sem prijazen čarobni snežak. In prišel sem, da ti pomagam. Slišal sem, da bi rada bila super junakinja, kaj ne da? To imaš pa čisto prav, ja. Hej, pa si res čaroben. Ja, seveda. Ampak vidijo me samo tisti, ki verjamejo v čarovnije, kot na primer ti. Res. Jaz in mi vsi. No, pokaži mi, kako znaš ravnati s tole palico. Joj. Ne bo ti všeč. Pokaži. Pa štejmo skupaj do 3. 1, 2, 3. No ja. Meni se zdi, da ne držiš pravilno. Aha, Naprimer tam, kjer je črna bunkica. ha, takole. Ti si pa res zabavna. Prav, bomo šla pa malce drugače. Povej mi, a se rada igraš? Ja, rada se igram. Kaj pa vi se radi igrate? Ja. Odlično. Poglej, kadarkoli bom rekel srečen, takrat se nasmeješ do ušes, takole. Pa povadiva, srečen. Srečen. Srna. Malo sem se poklical. Kadarkoli bom rekel igram, dvigneš roke, daš palce na lice in pomigaš z ostalimi prstki takole. Odlično, pa povadiva, igram. Srečen. Igram. Srečen. Iglu. Kako je zabavno. Kadarkoli bom rekel super junak, dvigneš roke v zrak in pokažeš mišice, tako pa čisto pravi super junak. Tako, povadiva, super junak. Igram. Srečen. Super junak. Igram. Srečen. Super junak. Ja, kar pomagajte, prijatelji. Super junak. Srečen. In kadarkoli bom rekel nasmejan, takrat dvignemo roke in jih damo na srce in pokažemo nasmejan. Odlično. Srečen. Super junak. Nasmejan. Igram. Superge. No, tako. Zdaj te bom pa naučil čisto pravo pesmico o super junakih, ki je bila napisana samo pri nas v čarobni deželi, odkudar prihaja. No, tako. In greva tako. Najprej zapojem jaz, potem pa ti ponoviš za menoj. In prijatelji ti lahko pri tem pomagajo, da kažejo s teboja, veš. Lahko pa tudi pomagajo pri petju.
Pa se odkašljamo. Pa razmigamo glasilke. Pa razgibamo glave. Pa druga smer. Tako, torej najprej zapojem jaz, potem pa ti. In greva. Srečen, da sem lahko tukaj, pa ti. Srečen, da sem lahko tukaj. Srečen, da se tu igram, pa ti. Srečen, da se tu igram. Srečen, da sem v življenju. Srečen, da sem v življenju. Super junak za vsak dan. Pa mi super junak za vsak dan. Vsako sekundo sem nasmejan, pa ti. Vsako sekundo sem nasmejan. Super junak za vsak dan, za vsak dan. Super junak za vsak dan, za vsak dan. Ali slišiš? Ali nekaj slišiš? Kako lepo! Wow! Poglejte! Kako se počutiš v srčku? Odlično, imenitno! To me zelo veseli. Sploh mi ni, Veseli, da sem ti pomagal. sploh mi ni več mar. Kdo se bo iz mene norčeval? Mar mi je zato, da sem jaz tista, ki usrečujem sebe in druge. To si pa zelo lepo povedala. No, jaz ti imam pa tudi nekaj zapovedati. Malce sem se utrudil, veš. Vedno, kadar delujejo take čarovnije, se utrudim. Tako da bom šel malce spat. Prav. Potem pa se bom zopet zbudil. Prav, saj lahko kar tukaj le zadremaš, Snežak. Prijatelji, kaj je, da boste pazili na našega Snežaka? Seveda. Lahko noč, Snežak. Jaz pa hitro tole pokažem mamici. Mami, kako odličen dan je bil. Poglej, kaj znam. Anja. Anja Pomaranja. Anja Smrekanja. Kje pa je? O, dober dan. Jaz sem pa Anže. Kadar gre Anja tukaj mimo, je včasih malo ponagaj. Snežak. A je Anja naredila tega Snežaka? Kako je lep. Pa ne. Lepši Snežak je uspel kot meni. Veste kaj? Sošolci so mi povedali, da če nagajaš drugim in potira Snežake, potem si čisto pravi. Super junak. To pomeni, da če zdaj jaz podrem Snežaka Anji, bom super junak, hkrati pa bom Anjo spravil v slabo voljo. Snežak, brez zamere, ampak moral te bom podreti, veš, da bom postal super junak, prav? Sposobil si bom tvoj klobuk. Takole. Opala. Takole. Mi ne pristaja, no da? Je premajšan. Nič, lahko ti ga vrnem, Snežak. Pa mu bom vrgal, kot da je to frisbee. Snežak! Ujemi tale klobuk. Snežak! Nisi ga ujel. Lahko se ga pa ti loviš. Srečen, da sem lahko tukaj. Srečen, da se tu igram. Srečen, da sem v življenju. Pozdravljen, Anže! Zdravo!
Ja, kaj si pa ti tako dobre volje? No, ne vem, zakaj bi bil slabe volje. Prijatelji, Anže je dobre volje samo takrat, kadar nekaj ušpiči. Kaj je bilo tokrat? Našega Snežaka ni več! Veš kaj, igrala sva se ujemi frisbee, pa ga ni ujel. Potem so se šla pa lovit, pa je bil prepočasen in sem se zaletel v njega. Veš kaj, Anže, zdajle mi je pa že čisto vseeno, če se lažeš ali ne. Pravzaprav mi je vseeno, kaj si misliš o meni. Imeli smo tako zabaven dan, čisto vsi smo postali super junaki. Potem ti nisi slabe volje. Seveda ne. Ja kako, ampak Snežak je pa podrt, tvoj Snežak, ki si ga ti sestavila. Njegova čarovnija pa je v meni. Od danes naprej smo čisto vsi super junaki. Kakšna čarovnija, ne razumem. A veš, super junaki imajo močno srce, so hitri. Jaz sem hiter. A se spomniš, kako sem zadnjič v šoli zmagal? V teku. Ne se ne Na spomnim. 1 milijon kilometrov. Ne, žal ne. Lahko pa ti pokažem, kako sem hiter. Poglej, po tele potki bom tekel tako hitro, da bom tekel 10-krat v tisto smer in 10-krat nazaj v 10 sekundah. Dobro. Prijatelji, jaz bom štela sekunde, vi pa štejte, kolikokrat bo Anže tekel mimo. A prav? Pa gremo, recimo skupaj, pomagajte. Povej, 3, 4, zdaj. 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anže, to pa ni bilo. Anže, žal mi je, mislim, da ti ni uspelo. Čakaj. 10 sekund je že minilo. Zvezde vidim. Saj se nisva igrala tega, koliko zvezd vidiš. Igrala sva se, ali lahko 10-krat pretečeš iz tiste smeri v to in obratno. In koliko sem pretekel? Ne vem, koliko jih je pretekel. 3-krat, 4-krat? Mislim, da si pretekel 4-krat. V levo in v desno. Mislim, da je bilo tukaj preveč spolzko, zato mi ni uspelo. No, kakorkoli, super junaki imajo tudi odlično ravnotežje. Ravnotežje. Jaz imam odlično ravnotežje. Na eni nogi lahko stojim do jutri, če hočeš. To bi pa rada videla. Ja, Kaj ne, prijatelji? Saj boš, kar poglej me. Poglej, povej, 3, 4 zdaj. Prav, pomagajte mi. 3, 4, zdaj. Poglej, vmes greš lahko na čaj, lahko greš tudi na tortico. Mislim, da je bila desna noga. Povej še enkrat 3, 4 zdaj. Gremo skupaj. 3, 4, zdaj. Anže, a si v redu? Ja, nekako. In super junaki so tudi močni. Jaz sem zagotovo močnejši od tebe, če se že ravno pogovarjava. In to ne za malo, ampak za veliko. No, prav, čisto mogoče, da res. A bi radi dokažem? Ne vem, Poglej, a bi radi preverili? potem se pa igrajva eno igro, ki se reče polaganje rok. In sicer, takole dvigneš roko, se obrneš proti meni s tisto roko in se greva tako. Če bom dal jaz roko takole, pomeni, da sem zmagal jaz. Prav. Če boš dala ti tu roko takole, pomeni, da si zmagala ti. No, prav. In preveriva, kako je Anže močnejši od tebe, pa poglejmo. 3, 4, zdaj. Tako, Srečen, jaz da bom sem malo lahko roko. tukaj. Srečen, da se tu igram. Srečen, da sem v življenju. Super junak za vsak dan. Vsako sekundo sem nasmejan.
super junak za vsak dan, za vsak dan. Kako lepa pesmica je to! Kaj? Anže, a si se udaril? Najbrž. Kaj pa se je zgodilo? Udaril sem se v tvojo premočno roko. Au! Si res? Igrali smo se polaganje rok. Kdo je zmagal? Ne vem, nihče. Čakaj malo, jaz sem zmagala! No, pa saj je pravzaprav čisto vseeno, kdo je zmagal. Veš kaj, Anže, od danes naprej smo mi superjunaki. Če bi pa tudi ti rad bil superjunak, pa ti predlagam, da nehaš nagajati, ampak si tudi sam zgradiš čarobnega snežaka. Najbolje ravno tistega, ki si ga pravzaprav podaril. Lepo se imej, srečno! Kakšnega čarobnega snežaka, prijatelji? Pa menda ni ta snežak bil čaroben. A mislite, da bi moral sestaviti snežaka nazaj? Če bi bil res čaroben, potem bo tudi meni spregovoril. Ja, če je res čaroben, potem bo tudi meni spregovoril. Sestavil ga bom nazaj in videl, kaj se bo zgodilo. Ja, to bom naredil. Prva kepa bo postavljena. Upam, da bo stala. Bom kar rekel, kepa stoj. Kepa stoj. Še druga kepa. Pa malo poravnamo. Kepa stoj. Še glava, še glava, še glava, še glava. Kepa stoj. Manjka še klobuk. Takole. Klobuk, stoj. Tako. Snežak je narejen. Kaj pa zdaj? Snežak, kako spregovoriš? Anja mi je rekla, da si čaroben. To najbrž pomeni, da govoriš ali kaj podobnega, ali se pa premikaš. Snežak, halo? Spregovori, uživi, bodi čaroben, tako kot je Anja rekla. Mogoče bi ga pa požgečkal. Prijatelji, ta snežak se premika. Apču! Glava me boli. Snežak je živ. Ja, seveda sem živ. Zdravo. Kdo si pa ti? Anže, od Anje sošolec. Poznam. Tisti, ki se norčuje iz nje, kaj ne? No, včasih rad malo ponagajam, ampak... Ja. Narobe razumeš, kaj to pomeni junak? Ja, mislil sem, da bom junak, če bom nagajal drugim. To sploh ni res. Naučili te bomo čarobno pesmico. Čarobno pesmico? Pa mi bo pomagala postati superjunak? Točno tako. A res? Potem pa mi jo prosim, da tvoj, ja? Srečen, da sem lahko tukaj, pa ti. Srečen, da sem lahko tukaj. Srečen, da se tu igram, pa ti. Srečen, da se tu igram. Pojte z nama. Srečen, da sem v življenju. Srečen, da sem v življenju. Superjunak za vsak dan. Superjunak za vsak dan. Vsako sekundo sem nasmejan. Vsako sekundo sem nasmejan. Superjunak za vsak dan, pa vi. Superjunak za vsak dan. To je bilo pa zabavno, snežak.
kako si hiter. Ko so me noge nesle, saj sem bil hitrejši s tvojo vetra. Čakaj, bom poskusil še ravnotežje. Ravnotežje deluje, kaj pa bo moč v rokah? V rokah imam mišice, moje roke niso več mehke kot banana. Vi ste pravi super junak. No, me veseli. Sedaj si pa končno lahko privoščim zasluženi počitek. Žak, ali se ne boš še kdaj vrnil? Ja, zagotovo, zagotovo. Lepo se imej, prijatelji, najlepša hvala za pomoč. Danes si ti in Anja in vsi vi postali superjunaki. Wow. Jaz grem pa obiskati še prijatelje pingvine na severnem tečaju. Lepo se imejte! Wow. Ste videli to, prijatelji? Snežak nam je povedal, kako postati čisto pravi superjunak. Ne tako, da podiramo snežake in nagajamo drugim, ampak tako, da smo hitri, mirni, tudi mirni v srcu, da pomagamo drugim, da smo pogumni. Ja, to me je pa na nekaj spomnilo. Najbrž bi se moral opravičiti Anji, kaj ne? Nič, najboljše bo, da jo kar pokličem in se ji opravičim. Anja! 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 Ja, pozdravljen, Anže. Zdravo. A veš, da mi je Snežak tudi meni spregovoril? Kaj, res? Res, oživel je tako, kot si rekla. To je bil čisto pravi čarobni Snežak. Kaj? Je čestitam, Anže. In pokazal mi je, kako biti superjunak. In to mi je dalo misliti, da se tudi tebi opravičim. Prosim, oprosti, ker sem ti nagajal in ker sem ti podaril Snežaka. Prijatelji, čarovnija zares deluje. Anže je zares začutil toplino v srcu, kar pomeni, da ima tudi močno srce. Močno srce imajo vsi tisti, ki ugotovijo, kdaj so nekaj naredili narobe in so se pripravljeni opravičiti. Seveda, seveda ti oprostim, Anže. Veš, kaj me zanima? A se greva ven igrat na sneg? Z največjim veseljem! Pridi, greva! Hvala za pomoč, prijatelji! Lepo se imejte! Srečno! Srečno! Zabavajmo se skupaj z gledališčem Smejček. Čarajmo vsi skupaj v gledališču Smejček. Jaz lahko sem Smejček, ti lahko si Smejček.